Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo odpotovali na Dunaj na drugi najbolj ogljično nevtralen način, kar jih je. Ja, ne bomo se usedli v avto in odpeljali vse do Dunaja. Mogoče na prvem mestu bi bilo, če bi odkolesarili do Dunaja, ampak tole je pa drugi najboljši način. Zahar torto bomo pripravili, tole odlično čokoladno klasiko. Sej zaharco poznate, a ne? Marelična marmelada, bogat čokoladen biskvit in to je v bistvu to, pa še čokoladni obliv imamo gor, pa veliko ljubezni je tle noter. Mi smo jo naredili, oziroma jo bomo naredili malce drugače. Jaz sem biskvit namočil še z mareličnim sokom, dodal še malce ruma notri in vse skupaj seveda postrežemo s stepeno smetano. Zdaj si pa dajmo tole kar privoščiti, pol pa gremo zavihati. Ful je sočna. Ful je dobro. Pa ni presladka. Končno zaharca, ko ni presladka. Njami. Najprej vzamemo jajca sobne temperature ter jih ločimo na rumenjake ter beljake. Zdaj, ko imamo tole ločeno jajca, namreč vzamemo dobro kvalitetno čokolado, ki naj bo vsaj 50%, jaz sem vzel 60 in jo stopimo nad vodno kopeljo ali pa v mikrovalovni pečici. Temno čokolado nadrobimo na drobne koščke in jo stopimo nad vodno kopeljo ali v mikrovalovni ter postavimo na stran. Sedaj si vzamemo maslo, tudi to je segreto na sobno temperaturo in ga stresemo v posodo mešalnika skupaj s sladkorjem v prahu. Dodamo še žličko vanilije in sol. Maslo, sladkor ter vanilijo stepamo z lopatastim nastavkom približno 3 minute, tako da se vse lepo poveže in je kremasto ter rahlo, mogoče celo puhasto. Potem bomo pa postopoma začeli primešavati rumenjake. Vse skupaj pričnemo stepati v mešalniku z lopatastim nastavkom. Nato pa enega po enega primešamo še rumenjake. Evo, tole je zdaj premešano, vsi rumenjaki so fino noter umešani, res gleda taka puhasta masa, bi jo kar šlo kar pojedo na žlico. Zdaj bomo pa izmenično začeli dodajati moko in stopljeno temno čokolado, ki smo jo prej stopili. Tako v enih parih korakih to nežno noter vmešamo, pa kar v mikserju seveda. Moko in nekoliko ohlajeno stopljeno čokolado dodajamo izmenično, tako da se res nežno in enakomerno vse premeša. Takole približno izgleda masa, ko imamo vse to vmešano. Zdaj bomo pa še stepli beljake in jih vmešali semle noter, pa ne pozabiti postrgati z lopatko sten sklede mešalnika, da se vam kakšen košček čokolade ne skrije. Beljake pričnemo stepati brez sladkorja, ko se pričnejo takole peniti in že ustvarjati vrhove, postopoma premešamo še sladkor in vse skupaj stepemo do čvrstih vrhov. Zdaj pa beljake nežno in postopoma v parih korakih vmešamo k masi za biskvit. Vzamemo namaščen pekač, ki je podložen s papirjem za peko, premera 20 cm in ga napolnimo s celotno maso za biskvit. To pa malce izravnamo. Biskvit gre v pečico, ki je že segreta na 170 stopinj Celzija. Na sredino ga bomo dali, pekli ga bomo pa 50 do 60 minut. Pri 50 minutah priporočam, da začnete z zobotrebcem preverjati, če je slučajno že pečen, ker to je zelo odvisno od vaše pečice. Pečen biskvit postavimo na rešetko, da se ohladi. Medtem, ko se biskvit hladi, bom jaz pripravil sladkorni sirup na osnovi mareličnega soka, sladkorja, čisto malce limoninega soka in dodal bom noter še malo ruma za aromo. In to sicer pri sahar torti ni nujno, da se naredi, ker je biskvit že sam po sebi dovolj bogat.
ampak jaz imam to res rad, zato ker bomo s tem mareličnim sokom še bolj poudarili okus marelice, ki je zraven poleg čokolade izrazit v tej torti. Zdaj pa dajmo to zmešati. Lotimo se še priprave mareličnega preliva, s katerim bomo namočili biskvit. Mareličnemu soku dodamo sladkor in nekaj limoninega soka. Vse skupaj zavremo in premešamo tako, da se sladkor v celoti raztopi. Primešamo še nekaj ruma ali arome ruma. Zdaj pa biskvitu na vrhu odstranimo skorjico. Če nam je nastala kapica, jo lahko z nazobčanim nožem odrežemo, tako da poravnamo zgornjo plast biskvita. Vzamemo marelično marmelado, tale iz Lidla je super, ker nima koščkov in je ravno prav kisla. Tole preprosto malce premešamo in segrejemo v mikrovalovni pečici. Prišel je čas, da razrežemo biskvit na 2 dela, to naredimo takole previdno in vedno z nazobčanim nožem. Tukaj je pomembno, da je biskvit res dobro ohlajen. Zdaj, ko imamo 2 plasti biskvita, vzamemo naš marelični preliv in z njim enakomerno premažemo oziroma namočimo biskvit. Ko imamo spodnjo plast biskvita namočeno, premažemo še z marelično marmelado. Čez položimo še drugo plast biskvita in ga poravnamo s spodnjim, malce pritisnemo, nato pa ponovno namočimo z mareličnim sirupom in ko imamo namočenega, povrh razmažemo še preostanek marelične marmelade. Marelično marmelado moramo pa obmazati tudi ob straneh. To mogoče najlažje naredite tako, da ob rob torte takole date malce marmelade in jo preprosto potisnete čez rob, nato pa enakomerno obmažete rob. Takole izgleda torta, zdaj jo pustimo kakšno uro na sobni temperaturi, da se posuši ali jo pa damo v hladilnik za nekaj časa. Zdaj pripravimo še čokoladni obliv, vodo ter sladkor segrejemo do vretja, nato pa segrevamo ob nizkem vretju nekje 5 minut. Vmes nadrobimo temno čokolado, jaz sem uporabil 75% in jo umešamo noter v sladkorni sirup. Premešamo z metlico tako, da dobimo gladek sirup, nato se ga prelijemo v vrček in ga ohladimo tam na približno 50 do 40 stopinj Celzija. Ko imamo sirup nekoliko ohlajen, pa z njim preprosto prelijemo celo torto. Priporočam, da jo postavite na rešetko, spodaj date še en pladenj in papir za peko, tako da boste lahko ta preostanek preliva uporabili še za kakšne palačinke. Z lopatko pa takole čez rob nežno potisnemo obliv, tako da torto prekrijemo v celoti z vseh strani. Ja, poglejte, tole čudovito zahrco. Tole se mora zdaj preprosto strditi, pustimo jo kar na sobni temperaturi, ne jo dati v hladilnik, tako da se čokolada počasi strdi. Potem pa po parih urcah si jo lahko privoščimo, še boljše pa je naslednji dan in ne glede na vse, tale torta zdrži kar par dni. Tam 5 dni sem že imel, da je bila še vedno precej sočna. Lahko jo hranite v hladilniku ali pa tudi kar na sobni temperaturi, ker nima notri nobene kreme. Takole torta je odstala čez noč, lepo sončno dopoldne je idealno za razrezati jo. Če imate tudi vi težave, da jo ne razrežete enakomerno, tako kot včasih tudi jaz, priporočam, da si kupite eno takole zadevco, ki vam naredi 12 ali pa 16 različnih kosov, en tak mušter je. In zdaj bomo tole razrezali na 12 kosov. Takole. No, tole se pa zgodi, ker preveč pametujem. Rekel sem na 12 kosov in potem sem, pomotoma obrnil na 16. Ampak nič hudega, bo kaj en sonček na vrhu. O, glejte tole lepotico. Tole zdaj postrežemo samo še s kepco stepene smetane in užitek je popoln. Klasična zahar torta, malo smo jo spremenili, da smo jo namočili še z mareličnim sokom. To sicer lahko tudi izpustite, ker je biskvit že sam po sebi precej bogat in sočen. Zahar torto postrežemo stepeno smetano in uživamo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in seveda dober tek.